hece bi, mislim, v redu bilo. No, co, kaj dogaja, pa gostimo igralca, lomilca ženskih src in zeta, ki bi si ga želela vsaka slovenska mati. Dame in gospodje, mlajši predstavnik dinastije Valič, Domen Valič. Dobro večer, Domen. Živijo, dobro večer. Hvala za napoved. Ja, živijo, Domen. Začela se je druga sezona humoristične serije Vse punce mojega brata, v kateri igraš s svojim bratom Vidom. Res je. Ja. Pač začela sem pisati to serijo in pravijo, da moraš pisati o tistem, kar poznaš, zato sva rekla, neč bova midva kar brata ostala, da ne bo nama zmanjkalo materiala slučajno. No, odzivi so super, ne? Ja, odzivi so super. Zdaj, kako je to snemati z bratom, kako to zgleda? A še živite skupaj? Ne, ne živiva več skupaj. Ne, kje pa bi to šlo? Mislim, pa bi ga pa res še na snemanju gledal, pa še doma ni šans. Ampak krasno je z njim delati. Ker midva sva tako v bistvu iz različnih izkušenj, ne? On je iz neke solo stand-upa, iz te karijere štartov, jaz sem iz neke kolektivne igralske in potem se tukaj zahteva veliko prilagajanja to delo, ampak razcveti se nekaj lepega lahko potem. No, super. Jaz imam eno vprašanje za prijateljco. Ja, dej. Če je Vid še samski? Videl se je odpeljal. On ne samo, da ni več samski, on ima zdaj 2. Ja, mlad je še, ne? Ja. Puberteta. Ja, verjetno je to, ja. Še kar traja. Ja, še kar traja. Na RTV-ju pa si del tudi mednarodne ekipe, s katero pripravljate poučne oddaje za mlade o spolnosti. Ja, res je. Slovar spolne vzgoje, to so me vaši povabili iz mladinskega in otroškega programa. Gre za nekako nadaljevanje tega podcasta, ki ga delamo tudi na prvem Radiju Slovenija Evolucija užitka in gre za to, da v sodelovanju s Hrvaško in Romunijo v bistvu razložimo oziroma govorimo o 10 pojmih, ki se dotikajo oziroma so del spolnosti. Predvsem za mlade je to zelo fajn, pa tudi za vse nas ta stare. Mi smo že ta kategorija. Čak, se pravi, se kaj navadu, ali si ti? Veliko sem se naučil. Kaj naučil? Ja. Ne. Jaz tudi spoznavam, pa se učim hkrati, ampak sem se veliko naučil tekom teh tem in vsega. In predvsem gre za zdravje, pa za varnost. Se ti zdi, da so mladi bolj odgovorni, kot smo bili mi? Kar kaže naše raziskave, so zelo, zelo odgovorni. Ne vem, kako smo bili mi, ampak tako v nekih teh, veš, kar imamo, na ulici se pogovarjaš, ja, pa ta mlad zdaj same neumnosti, pa to sploh ni res. So zelo, zelo odgovorni in se zavedajo svojih dejanj. Super, krasno. Ja, torej se ti zdi pomemben, da tudi vse v bistvu ozaveščamo o tej tematiki. Ni samo za mlade, verjetno. Tako. Ne, za vse nas. Treba se pogovarjati, spoznavati in učiti. Ej, teatri se zdaj na veliko menda odpirajo. Ja, hvala Bogu, ne? Kje te lahko vidimo? Ja, tako jaz sodelujem z različnimi gledališči, s gledališčem Glej, s ptujskim mestnim gledališčem, to bomo v Kočevju imeli, ne, pardon, to je Cankarjev dom, pa Zavod Paviljon, imamo v Kočevju preblizu predstavo. In dalje se še dela urnik, ker je zelo nestabilni urniki so še vedno, kljub temu, da smo malo ven iz tega slabega časa. Ja, jaz sem nekaj slišala, da te mogoče vidimo tudi na mali terasi čez 5 minut, a je to res? A veš, da ne vem, mi ni še noben nič rekel. No, a veš, da to pa prav prišlo, no? Tako da imaš mogoče zdajle 5 minut, bi te pol angažirali. 5 minut? Tako. Aha, okej. Ne, Pirček, ne? Komod. Super. Domen, najlepše hvala za obisk v studiu. Bo še naprej tako kreativen, tako pozitiven in pa odprtega duha. Ja. Čakaj, ključe imam, denarnico imam, telefon imam, sem kaj pozabil. Ja, a subscribe si se? Točno. Eviš, to sem pa pozabil. Takoj naredil, da ne pozabim, ja.